Pozdravljeni na kanalu Prepovedana zgodovina. V tem videu se poglobimo v fascinantno zgodovinsko temo, ki je še danes izjemno aktualna. Kramola. Kaj je kramola? In zakaj je bila za naše prednike tako pomembna? Kramola je starodavna pravica do upora proti tistim vladarjem in oblastem, ki zlorabijo svojo moč in postanejo tiranske. Ta koncept izvira iz slovenske pravde in slovenske ljudovlade, je bil neodtujljiv del naše zgodovine in kulture. V videu raziščemo tudi etimološke korenine besede kramola, ki izvira iz izraza k soncu moliti, kar nakazuje na čaščenje sonca in slovenskega boga Belina oziroma Kresnika. Poleg tega bomo preučili zgodovinske vire, ki omenjajo kramolo, vključno z latinskimi zapisi iz Gorotana, Karantanje in Panonije. Če vas zanima, kako so naši predniki zagovarjali svoje pravice in kako lahko ta starodavna modrost navdihuje tudi nas danes, potem ta video ne smete zamuditi. Prisluhnite zgodbi o kramoli in odkrite, zakaj je ta koncept še vedno tako pomemben. V latinskih virih je za slovensko rodnoversko vstajo naveden izraz karmula, ki se v slovenščini glasi kramola. Gre za pojem, ki predstavlja še enega izmed starodavnih pravnih terminov, ki pripadajo najstarejšemu izrazju slovenske pravde in s tem staroslovenske izvirne družbe. Kramola je naravna in s tem starodavna ter neodtujljiva pravica ljudstva do upora zoper vladarja in oblast, ki seveda zlorabi svoj položaj oziroma od ljudstva podeljene pravice in dolžnosti ter postane tiranska ali, kot bi rekli dandanes, totalitarna. Enako velja tudi za oblast, ki navzven na prvi pogled ne zgleda tiranska, kljub temu pa deluje proti interesom ljudstva, ki je izvirni suveren in nosilec oblasti. V skladu s starodavnima slovensko ljudovlado in slovensko pravdo je imelo slovensko ljudstvo neodtujljivo pravico, da se je takšnemu vladarju ter oblasti in takšnemu nedopustnemu početju uprlo. Tovrsten upor, ustaja ali punt se je imenoval kramola. Slovensko ljudstvo in slovenski narod seveda to pravico tudi dandanes še zmeraj imata, saj sicer ne bi bila neodtujljiva. V kakovostnem slovensko-nemškem slovarju Maxa Pleteršnika iz konca 19. stoletja najdemo v slovenščini zapisano geslo kramola, ki je označeno kot staroslovenska beseda. V poznejših slovenskih slovarjih je to geslo žal že izpuščeno. Kramola je v navedenem slovarju v nemščini pojasnjena kot der Tumult in die Rebellion. V Tomšičevem nemško-slovenskem slovarju pomeni tumult hrušč, rabuko, upor, ustajo, rebelion pa pomeni upor, ustajo, punt. Ustajnik ali puntar bi bil torej v slovenščini pravilno imenovan tudi kramolnik, ženska udeleženka ustaje pa kramolnica. Kramolo poznajo tudi Rusi. Pojem kramola je v slovarju živega velikoruskega jezika Vladimirja Dahlja pojasnjen kot razburjenje, upor, uničenje, buna, izdaja, prešuštvo, zvite ideje. V etimološkem slovarju oziroma v etimološkem smislu kramola pomeni k soncu moliti, k ra moli ali moli k soncu. Kra mola je torej najprej pomenila čaščenje sonca ali tudi slovenskega boga Belina.
Kresnika, h kateremu so se obračali naši rodnoverski predniki, Kra-Molnik, je v etimološkem smislu preprosto častilec ali oboževalec sonca. Zapise o Kramoli, latinsko Carmula, imamo v zgodovinskih virih za Slovence v Gorutanu in Karantaniji okrog leta 765, v Conversio Baguarorum et Carantanorum v poglavju 5 in v Vita S. Virgilii, nato v istih virih za leto 767 in za obdobje od 769 do 772, zatem pa še za Slovence v Panoniji leta 819 v Annales Sancti Emerami Ratisponensis Maiores za leto 819. Kramola ni le zgodovinski pojem, temveč opomin na pravico in moč ljudstva, da se postavi za svoje pravice. V današnjem svetu, tako kot v preteklosti, je pomembno, da razumemo in spoštujemo dediščino, ki so nam jo zapustili naši predniki. Hvala, da ste si ogledali ta video. Če vam je bil všeč, vas vabim, da se naročite na kanal Prepovedana zgodovina in da všečkate ta video. Vaša podpora pomeni veliko. Kaj menite o konceptu Kramole? Ali menite, da bi bila ta starodavna pravica še danes uporabna? Sporočite nam svoje mnenje v komentarjih. Zanimajo nas vaši pogledi. Ne pozabite klikniti na naslednji video, kjer bomo nadaljevali z raziskovanjem skrivnosti naše preteklosti. Pripravite se na še več zanimivih zgodovinskih odkritij.